Z biotehniško fakulteto v Ljubljani nekako naslavljamo en zelo pereč problem, ki se je pojavil z žledom. To se pravi, ko je bil gozd hudo poškodovan. Se pravi, treba je najti metode, kako ta gozd čim bolj povrniti v tisto prvotno stanje. Pri tem pa seveda je treba najti prave načine, kako to narediti, pa še seveda specifiko Slovenije je treba upoštevati, se pravi, da so gozdne površine pri enem lastniku relativno male. V tem projektu smo razvili simulator zaraščanja, ki sicer je že nekaj starejši, saj smo ga dejansko razvili z namenom prikaza zaraščanja kmetijskih zemljišč, kar je dejansko tudi zelo pereč problem, posebej tule v severovzhodnem delu Slovenije, tam posebej Haloze so zelo prizadete. Sedaj pa potem tole uporabljamo kot osnovo za to, da v bistvu ugotovimo, ali potem neke vrzeli, ki jih pač dobimo, lahko potem zarastejo. Se pravi, imamo vrzel, imamo potem semenska drevesa v njegovi bližini in potem ugotovimo, ali je teh semenskih dreves dovolj, da potem dobimo zadostno kvaliteto gozda v tistem predpisanem času. Podatke dobimo od kolegov z biotehniške fakultete, oni te podatke zberejo z meritvami, no in potem, ko mi te podatke dobimo, jih vstavimo v simulator in poženemo z temi podatki. Potem na podlagi tega vodimo statistiko o gozdni združbi, ki jo dobimo na tak način, vodimo statistiko o starosti dreves, o velikosti dreves, se pravi tako, da lahko recimo na podlagi teh statističnih podatkov potem strokovnjaki analizirajo v bistvu, kaj smo dobili in v bistvu to je potem tisti najbolj pomembni del. Slovenija je zelo gozdnata dežela in seveda je treba te vire tudi izkoristiti in jasno, žled, ki smo ga imeli, je naredil zelo veliko škodo in definitivno bodo potrebna še leta, da se ta škoda v celoti odpravi. Mislimo pa, da bomo lahko na ta način mogoče prispevali, da bo ta čas nekoliko hitrejši. Potreba po takšnih orodjih je bila že vedno. Problem je bil v tem, da računalniki niso bili dovolj močni, da bi pravzaprav lahko kaj takega predstavili. Recimo še 10 let nazaj, recimo nekaj takega, kot imamo zdaj tule, ne bilo možno. Zato, ker ni bila periferija dovolj močna, potem nismo imeli pravih orodij. Z razvojem igric so pa računalniki postali vedno močnejši in vedno več orodij je bilo na razpolago, s katerimi smo lahko to periferijo tudi izkoristili. In danes recimo z sodobnimi grafičnimi karticami lahko pravzaprav gremo v zelo velike detajle, lahko v bistvu obdelamo zelo veliko število podatkov, računalniki so dovolj hitri, da se lahko spustimo v take večje simulacije. Se pravi, prej smo lahko mogoče simulirali samo neke manjša območja, ki pa mogoče niso bila tako zanimiva, sedaj lahko simuliramo in to z relativno dobro natančnostjo tudi večja območja, par 100 hektarov recimo, in v bistvu to je tisto, kar pravzaprav je dejansko zanimivo in vedno bolj v bistvu se izkoriščajo te možnosti. Nekako računalnik in pa vizualizacija je nekako postala orodje za druge znanosti.